Verjetno vas veliko meni, da je to neka novodobna kategorija, pa pravzaprav ni tako. Izvedenci za srečo so na nek način bili že številni antični filozofi. In če se zazremo v njihove spise, ugotovimo, kako raznoliki so od nekdaj pogledi na pot do osebne sreče. In zato se za nekaj minut predstavimo za nekaj več kot 2000 let nazaj v preteklost in si poglejmo le majhen krog 3 mož okoli Sokrata. Torej, najprej veliki filozof Sokrat. Mnogo je poročilo njegovem nenavadnem, včasih tudi ekscesnem obnašanju. Ure meditiranja, asketsko bosonogo pešačenje v najhujši zimi, po drugi strani pa tudi nebrzdano pitje ogromnih količin alkohola. Neko notranjo stabilnost pa mu je vedno znova zagotovila vera v razum in dokazljivo resnico. Njegov recept za zadovoljno življenje je imel samo 3 točke. Skušaj spoznati resnico, trudi se, da bo tvoja duša kar najboljša, to pa boš dosegal, če boš sledil 4 vrednotam: pogumu, pravičnosti, zmernosti in preudarnosti. Njegova učenca sta imela popolnoma drugačni navodili za srečo. Njegov učenec Aristip iz Cirene je že kot filozof prvi razvijal sistem sreče. Velja za začetnika hedonizma, prisegal je na življenje v luksuzu in na materialne užitke. Drugi učenec, Antisten iz Aten, pa je razvil filozofijo sreče zelo podobno misli sodobnih indijskih jogijev, kitajskih taoistov in tudi budistov. Preprosto, skromno, naravno življenje in umsko delo. Vse to naj bi zagotovilo notranjo harmonijo in srečo. Ker pa danes govorimo pravzaprav o knjigi, ki so jo v dar prejeli tudi številni visoki politiki, voditelji držav, se mi zdi nekako primerno, da omenimo vsaj še nekoga, vsaj še enega misleca, ki je razvijal o sreči. Živel je v renesansi, bil je državnik na dvoru kralja Ludvika XIX., to je bil Michel de Montaigne. Oče modernega skepticizma, kot ga tudi imenujejo, zaradi tega, ker se je vedno spraševal, kaj sploh vem, je za osnovo sreče postavil pravo mero. Zapisal je: mislim, da je enako narobe, če zavračamo strasti in poželenje, kot če smo jim preveč podvrženi. In naj bo ta zelo moderna misel tudi priložnost, da besedo predam glavnemu uredniku Mladinske knjige, ki je poskrbela za prevod te Bormansove uspešnice Velike knjige o sreči, Bojanu Šrilju. Dobro večer, spoštovane goste, spoštovani gosti, še posebej gospod Leo Bormans in gospod Andreja Avsec, gospod, seveda, ki je zbral vse te prispevke in jih uredil v izvirni knjigi, in gospod, ki je prispevala slovenski prispevek na temo sreče. Sreča nas verjetno vse zanima, ampak po temle filozofskemu uvodu bi težko dodal še kakšne zelo modre in poglobljene misli. Mogoče bi povedal še posebej, zakaj smo se pri Mladinski knjigi odločili prav za to knjigo. Sveda, na trgu je veliko knjig, ki govorijo o sreči, ki delijo napotke za srečo tako ali drugače. Med njimi je veliko prav gotovo zanimivih in dobrih. Velikokrat pa vendarle pri teh priročnikih gre za deljenje nekih naukov, nekih navodil v eni osebi, od enega guruja. Zato se nam je še posebej zanimivo zdelo, da zberemo prispevke oziroma da objavimo to knjigo, ki je zbrala prispevke znanstvenikov z celega sveta. In zanimivo se nam je zdelo, da seveda so pogledi na srečo lahko zelo različni v različnih delih sveta. Pa vendarle nekaj skupnih imenovalcev mislim, da zelo hitro najdemo. Tisto, kar sem jaz potegnil iz te knjige kot nek tak skupni imenovalec, je seveda, da sreče se ne da kupiti. Razen knjige o sreči, seveda to lahko kupite, če je še niste. Sreče se ne da kupiti in druga taka zadeva, ki nam jo sicer nekako poveže zdrava kmečka pamet, ampak se je, mislim, da lepo potrdila v tej knjigi, je, da seveda potrebujemo določeno količino denarja, ampak potrebujemo denarja toliko, da zadostimo svojim osnovnim potrebam, pa še malo zraven, recimo še kakšno potovanje in kaj podobnega. Ampak potem seveda sreča ne raste več sorazmerno s količino denarja. Ne dela? Že spet. Torej niste slišali ničesar? Smo. Ne dela, ta tudi ne dela. Dela, nička gori. Zdaj dela. Ja, torej bom ponovil. Po moje ne. Ne, ni treba, v redu, vse govorim na glas. Skratka, poanta, za srečo potrebujemo tudi denar, vendar toliko, da ga imamo za osnovne potrebe, pa še malo zraven.
Od tam naprej, seveda, sreča ne raste sorazmerno s količino denarja. Tako da najbogatejši ljudje niso nujno srečni ljudje. Pogosto je obratno. In seveda, še nekaj morda, ne samo denar, marsikaj, zdaj pa res vedem. Pomembni so tudi odnosi. Vse o tem bo še govor, ampak to pač sem nekako jaz videl kot eno tako poanto. Pomembni so odnosi do drugih ljudi, pomembna so prijateljstva in to so tisti nauki, ki jih lahko potegnemo pač iz takšne knjige. Verjamem, da bo vsak potegnil nek svoj nauk ali več takih in da bomo vendarle lažje našli pot do sreče tudi s pomočjo te knjige. Hvala.